ponovno lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvaležna in vesela sem, da smo se zbrali v takem številu. Na hitro, tako ko sem pogledala, vidim, da nekatere od vas že poznam in sem res zelo vesela, da se ponovno vidimo. Danes smo se v bistvu dobili tukaj, da povemo nekaj več o tem, kaj sploh je ta bioresonanca. Preden nadaljujem, da se predstavim, se pravi, sem Amelija Lekić. Po osnovni izobrazbi eni od sem tudi diplomirana medicinska sestra in delam v zdravstvu. Hkrati se ukvarjam z bioresonanco, sem bioresonančna terapevtka tam nekje 2016 približno leta. Tam nekje in lahko rečemo v bistvu, da je bioresonanca in v bistvu raziskovanja v sami bioresonanci so moja strast. In včasih niham ali bi samo v zdravstvo, samo v bioresonanco, pri meni je tako obe stvari in res s srcem eno in drugo. Kaj v bistvu je bioresonanca? Na kaj pomislite, ko rečem, grem na bioresonanco? Enostavno vsi mi pomislimo na neko obliko zdravljenja in definitivno bioresonanca danes bom govorila izključno o bioresonanci, ki je povezana recimo z Bikom, aparatom, katerega uporabljam. Bioresonanca v bistvu je ena od komplementarnih metod zdravljenja, ki temelji predvsem na zaznavanju, detektiranju teh elektromagnetnih v bistvu signalov in spreminjanju istih. Elektromagnetnih signalov, v bistvu, ki jih oddaja človeško telo in vse naše celice. Tukaj na sliki, ne vem sicer koliko se vidi, videti je, da recimo jetra oddajajo svoje neke frekvence, ki so bistveno drugačne, kot jih recimo dodaja želodec ali pa črevesje ali pa katerikoli drug organ v telesu. In v bistvu nekako v sami bioresonanci razumemo in držimo se nekih načel dejansko, da bolezen v bistvu, ki se kaže na fizičnem telesu, nastopi takrat, kadar so te frekvence, ki jih oddaja telo ali pa celice, ko niso več nekako usklajene. In bioresonančni terapevti se torej ukvarjamo z detektiranjem teh neravnovesij in naredimo vse, kar je v naših močeh, da pomagamo telesu ponovno, da vzpostavi ravnovesje in na koncu koncev se samo tudi pozdravi. Tukaj sem naredila nekaj zgodovine. Dvomim, da ne vem, nekateri imamo radi zgodovino, eni ja, drugi malo manj. Je pa recimo nekaj zgodovine, kar je bilo tudi meni zanimivo. Recimo neki prvi koraki, se pravi leta 25. Ruski inženir Lahovski je v bistvu napisal eno knjigo, v kateri je razkril v bistvu, da vsaka živa celica oddaja neko elektromagnetno sevanje, neke vibracije. Kasneje, 20 let potem, dr. Bohr je objavil tudi rezultate svoje 5-letne raziskave, v kateri je v bistvu razkril, da tudi vsaka celica ima neko elektromagnetno polje. Že leta 1970 potem dr. Pop ugotavlja v bistvu, da človeški organizem in celice oddajajo tudi svetlobo v obliki biofotonov, ki so pa odgovorni v bistvu za neke biokemične sprožanje biokemičnih reakcij v samem telesu. Hitro zatem, že leta 1977, dr. Morel in njegov zet, ki je bil inženir, skupaj v bistvu sta naredila enega prvih bioresonančnih aparatov. Kasneje, zelo kmalu potem, sledi razvoj novih naprav, med njimi je recimo tudi ta Bikov bioresonančna naprava.
Tako da se tukaj nekje nekako približno, da vidite, kdaj se v bistvu vse začelo in približno, kako je potekal razvoj teh bioresonančnih naprav. Kako sploh ta aparat deluje? Ne vem, na fotografiji v bistvu vidite en schematski prikaz, tukaj tudi ta je z interneta, ni iz moje ambulante, recimo vidite približno sliko enega aparata. Deluje tako, morda še na naslednji sliki, na naslednjem slajdu še lepše prikazano. Recimo tukaj je prikazana oseba, ki leži, pa v bioresonančni ambulanti se ponavadi sedi, ne ležimo. Primete v bistvu za elektrode, držite elektrode v rokah. Te elektrode odčitavajo, v bistvu pobirajo vaše polje, odčitajo polje, pobirajo vaše v bistvu vibracije. Prek kablov se te vibracije in te informacije prenesejo v aparat. Kaj je v tem aparatu? Je v bistvu skrivnost, poslovna skrivnost. Mi vemo, terapevti, samo da so notri neke kristali posebni, ki ločijo recimo neke, lahko rečemo temu, fiziološke vzorce, fiziološke signale, dobre, slabe v bistvu. In terapevt potem ima možnost, da te signale modulira, da jih drugače obrne, da nekatere od njih ojača, druge recimo slabi in jih potem nazaj pošlje v telo. Na tej sliki recimo vidite mojo kolegico Ksenijo, ki sedi medve v ambulanti. Ksenija drži, se pravi v rokah, drži 2 elektrodi. Vidite ploščo, ki je, jaz sem jo prinesla, plošča je lih tako vklopljena in povezana z aparatom. In tukaj, če kdo od vas, ki se ukvarja z elektrotehniko, bi me še najbolj razumel, tukaj ne gre za nobeno v bistvu čiriba, romantiko, ne vem, nad energijo, ampak enostavno so vhodi in izhodi, vklopljeni vhodni signali, izhodni signali, in ko je aparat vklopljen, prek tega izhoda, kasneje bom tudi pokazala malo v praksi, približno, kako izgleda, v bistvu dobim izhodni na tisti plošči, ki jo vidite tam, dobim izhodni signal. Vsak terapevt mora biti vešč tudi dela z biotenzorjem in v bistvu gibanje samega tenzorja, z te strani recimo pride signal, gibanje tenzorja, ki ga postavim vmes med ploščo, med izhodnim signalom in v bistvu osebo, mi pokaže, ali je nekaj v resonanci ali ne. In na tak način prihajamo do zelo pomembnih v bistvu podatkov, ki nas naprej vodijo. Zakaj se na bioresonančne terapevte v bistvu ljudje obračajo? Največkrat, spomnila sem se prvo, to so, zdaj smo v času, ko vse cveti, pa to so alergije, pa neke prebavne težave, pa bolečine v sklepih, v hrbtu, pogosto težave s kožo, pa borelija, pa recimo pred cepljenjem, po cepljenju, težke kovine. Pridejo včasih samo zato, ker so utrujeni, pa ne najdejo vzroka, obremenitve z paraziti, pa enostavno nešteto različnih vzrokov. In v bistvu zame je izziv in uživam v tem, ko iščem vzrok, zakaj je prišlo do nekega neravnovesja v telesu. Kaj v bistvu, kaj je to recimo Bicom pa Zaper Pro? En in drug aparat. V svoji v bistvu ambulanti uporabljam en in drug aparat.
Zato, ker je, ne vem, kako bi vam razložila, Bicom aparat je frekvenčni modulator. Se pravi, je aparat, ki pobere vzorce, elektromagnete, v bistvu sevanja, kako bi rekla, vibracije od osebe in jih imam možnost z aparatom modulirati. Enostavno nekako drugače spremeniti, obrniti, ojačati, nekje zmanjšati. Hkrati pa imam možnost vzorce, ki so shranjene v ampulah, tudi prenesti informacijo, prenesti, v bistvu ponuditi telesu. Pri ZAPR-Proju govorimo o frekvenčnem generatorju. Se pravi, aparat, kateri generira, ustvari neko frekvenco, ki je jasna, točno na toliko frekvenc, taka frekvenca in se te v bistvu izmenjujejo. Jaz imam najboljše rezultate in pridem dejansko do najboljših rezultatov, ko pri kakšnih terapijah kombiniram oba aparata. Recimo, odlične rezultate imam, ko kombiniram pri kakšnih obremenitvah, recimo z kandido, z paraziti, s kakšnimi drugimi mikroorganizmi. Kombiniram en in drug aparat in takrat res najhitreje pridemo v bistvu do nekega izboljšanja počutja, do hitrejše vrnitve v to optimalno stanje. Vendar, da ne pozabim povedati, včasih poleg enega drugega aparata je zelo dobro uporabiti tudi kakšno zeliščno terapijo zraven. Kako to sploh poteka? Evo, kaj to je, kako to izgleda, ko pridete terapevtu na bioresonanco? Prvo, osnovno je pogovor o težavi, ki jo imate. Potem pa sledi testiranje. Testiram največkrat tako, da uporabim ampule, se pravi, ne vem točno, kdaj bi bil idealen trenutek, tudi da vam pokažem malo, kako to izgleda. Bomo potem na koncu, bomo klopila vsaj, da vidimo. Kako? Testiram prek ampul. Ampule so zelo zanimive. Če niste videli, vzela sem s sabo ene par setov. Zgledajo tako seti in v vsakem setu, v bistvu v teh ampulah so shranjeni frekvenčni vzorci. Ponavadi vedno začnemo s tem 5 elementov. Po kitajski medicini, ki vas vodi, pa pokaže, kateri element, kateri meridian v bistvu rabi podporo. Tukaj nam tudi vodi naprej nas, ali gre za obremenitve z kakšnimi težkimi kovinami, ali morda organizem rabimo samo povrniti yin-yang, recimo ravnovesje. Morda ima samo težave z izločanjem, obremenitve, virusi, paraziti. Ko te tukaj, recimo, usmeri, pa greš naprej. Primeš drug set, ki je povezan s tem. Recimo, tudi set, ki ga zelo rada uporabim, je, mi rečemo temu, nevrološki. Na hitro vidimo, morda kakšno katero od živil ne paše, ne ustreza, morda je treba kaj začasno izločiti. Tako da dejansko, ko pridete na testiranje je eno potovanje po teh ampulah in iskanje, že ampule povedo, v katero smer in kaj treba narediti. Jaz poleg teh aparatov uporabljam tudi nekatere druge, dejansko rada imam resonanco, bioresonanco in vse te frekvenčne aparate, ki se pojavljajo, sem zelo radovedna, raziskujem. Tako da še kakšne druge, ne vem, to sem jaz na slikci še z enim od aparatov uporabljam. Na koncu, zakaj pa ne, izkoristim več informacij, ko imam, v bistvu lažje najdem pot in lažje vidim, v kateri smeri, kje je v bistvu neravnovesje. Potem, ko dobite eno tako teh ampul, namigov, potem se usedete in skupaj ustvarimo, naredimo
načrt, kako priti ven in kako ponovno vzpostaviti ravnovesje v telesu. Tukaj sem pa dala recimo ene par slikic, ki so iz moje prakse. En dan je prišla gospa, in je recimo prišla tako z enimi izpuščaji na nogah. Fotko mi je poslala ene 4-5 dni po terapiji. In tukaj bi rada povedala, da morda, ko pridejo ljudje z različnimi težavami, pričakujejo od bioresonančnega terapevta neke diagnoze in neke poimenovanja tega stanja. Morate vedeti, da se z diagnostiko, s poimenovanjem bolezni dejansko ukvarjajo samo zdravniki. Mi, terapevti, bioresonančni, iščemo neravnovesja in pogovarjamo se v čisto enem drugem jeziku. Tukaj pri tej gospej diagnoza, neka medicinska, me v bistvu sploh niti ne zanima. Zame je bilo dovolj, da sem videla, da so izpuščaji in da je to na koži. Potem porabim informacije, ki mi dajo ampule in ampule, mislim, da so me prav v tem primeru so me peljale tako, da sem vedela, da so težave na področju izločanj in področju v bistvu meridiana ledvic. In smo oddelane naredile eno terapijo, že po 4-5 dnevih je gospa poslala že fotografijo po prvi terapiji in če se dobro spomnim, mislim, da je nikoli več nisem videla, hvala Bogu, vesela za to. Kasneje, čez par let je pa poslala moža pa sine, je šlo za neko drugo zadevo. Tudi v tej, glejte kaj, jaz sem tukaj fotkala recimo samo po prvi terapiji. Je tudi ena mlada ženska, vidite na tej strani tudi prav neki spuščaji, krvavo je skoraj bilo in ko je to na rokah, ni fajn. To je tudi po morda parih dnevih, recimo po eni terapiji. Telo je dobilo z bioresonanco v bistvu, dobi komando, kaj mora delati. Včasih naša telesa pod vplivom elektromagnetnega sevanja, vpliva geopatije recimo, zaradi recimo zmanjšane sposobnosti izločanja, enostavno se zatakne in ko damo komando s temi aparati, telo potem razume, aha, to se od mene pričakuje in mu damo smer, v katero smer in kaj delati. In potem pa zelo hitro lahko vidimo tudi, da pride do rezultatov. Tukaj je tudi en tak primer ob prihodu, to je bilo po eni terapiji in tam na koncu mislim, da smo naredili nekaj terapij še vmes je bilo, tako da zanimivo, ki ne? Ja, je pa tako, veliko lažje in večinoma so fotografije, kar najlažje vidimo to, kar je na koži. Dostikrat so tudi druge stvari, pa jih je težje recimo prikazati, ko gre za neko počutje, neke prebavne težave, v bistvu napihnjenost, tam ni kakšni fotografiji. Vedno pač pokažemo take, ki so povezane s kožo, ker so vidne. Najpogosteje me vprašajo, kolikokrat moram priti, koliko terapij potrebujem. Verjemite, na to vprašanje zelo, zelo težko damo odgovor, ker je različno od osebe do osebe. Ne vemo, koliko časa to traja. Pri mlajših, recimo pri dojenčkih, gre hitreje stvari, organizem hitreje odreagira. Starejši, ko smo, težje gre. Potem akutne težave, pri akutnih težavah gre hitreje. Če je nekaj kroničnega, pa rabi več časa. Nasploh v bioresonanci velja recimo, če naredimo ene 3 terapije in vidimo, da je stanje enako, potem verjetno bioresonanca ni smer, ni terapija
katero nadaljujemo. Prednost bioresonance, tukaj pa govorim recimo o prednostih o bioresonanci, s katero se jaz ukvarjam, pa kakor vem, vse bioresonance več ali manj so v bistvu neinvazivne, ni nič kakšnih špikanj krvi, recimo ne boli, pa tudi kakšnih stranskih učinkov ne beležimo v sami bioresonanci. Vsaka terapija je nekako individualizirana, prilagojena je in te frekvence in programi, ki se sestavljajo, so prilagojeni osebi, posamezniku. Zanimivo je in je super to, da bioresonanco in bioresonančne terapije lahko kombinirate z vsemi drugimi. Recimo, pogosto me vprašajo, ali je kompatibilna z homeopatijo, z akupunkturo, s kakšnimi manualnimi terapijami, masažami, recimo pogosto tudi z Bachovimi kapljicami. Tako da ja, super je, ker bioresonančno terapijo lahko kombiniramo z vsemi. Ne vem sploh, a je kje kakšna, da ne gre skupaj. Omejitve pri bioresonanci tudi te so. Moramo vedeti, da je bioresonanca dopolnilna, komplementarna metoda, ne more zameniti uradne konvencionalne medicine. In učinki se razlikujejo od posameznika do posameznika, tako kot sem rekla. Pri enih bo nekaj zelo hitro, pri drugih odvisno koliko časa, kdaj se je v bistvu težava oziroma še boljše neko neravnovesje pojavilo, kakšni vzroki so, pri nekaterih pač rabi in potrpežljivost in rabi čas in sodelovanje s terapevtom. Recimo, redko kdaj je samo, vsaj po mojih izkušnjah, je samo bioresonanca dovolj. Bioresonanco je treba kombinirati še morda z nekimi drugimi metodami, ob tem pa nujno, skoraj vedno, sprememba prehrane, sprememba nekih navad, delo na stresu, na gibanju. V bistvu to je en cel paket, ki pripelje potem do nekih rezultatov. In če naredite en teden, dva, recimo tudi sami s svojim aparatom, če delate občasno, ne držite se navodil, se je normalno in logično, da tudi učinka hitrega pa čez noč ni pričakovati. In je zelo, zelo v bistvu specifično in zelo, zelo individualizirano. Kot sem že omenila, na trgu je vse več različnih frekvenčnih naprav. Jaz verjamem, da ste se srečali, če nič drugega, vsaj reklame ste videli za marsikaj in rada tudi sama pogledam, kaj nam vse te aparature in naprave, kakšne so, kako delujejo. Marsikatera obljublja fantastično diagnostiko, terapevtske možnosti. In v bistvu, ko probate, ali pa ko sem probala, dejansko, ne vem, pelje, pa se osredotoči na en organ in vas pelje, ne vem, dobivate neke diagnoze, ki človek ne zna niti izgovoriti, a so res, niso res. In v bistvu pogosto povezane z medicino, kar pa v bistvu ni prav, da je medicina ima svoj jezik in svoje diagnoze. In dogaja se v bistvu, da so ljudje, ali pa tudi sama, bi bila popolnoma, kako bi rekla, zmedena. Človek ne ve toliko informacij, kar naenkrat dobi, da sploh ne ve v resnici, kaj je, niti kje se lotiti, kako razrešiti, kako si pomagati. Tako da smo že res odgovorili, obljubljajo se super diagnostične metode, terapevtske možnosti, pa se vprašam, a je res temu tako. Ko začnete, ko primete, lahko naredite nek test in potem dobite kup informacij, katere lahko nekoga zmedejo ali celo pahnejo v neko stisko, kar v bistvu ne ve, ali pa nekaj izpiše, ko sam nekega navadnega človeka lahko fino prestraši. In tukaj smo prišli do vloge terapevta.
Vsem tem mislim, da je vloga terapevta v bistvu nekoga, ki ima znanja, ki je usposobljen v bistvu, ki ima tudi neko tudi papir, da je terapevt na nekem področju bioresonance, je zelo pomembna. Terapevt je v bistvu ta, ki vam pomaga, da ugotovi nekako ta globlji vzrok za težavo in nakaže pot, po kateri naj bi šli, da pridete čim prej do rešitve, v bistvu do olajšanja, do nekega boljšega zdravja. Terapevti, ki vam pri tem pomagajo, se pravi, bioresonančne lahko testira. Super je, če imate recimo terapevta, ki vam pomaga tudi, kako prilagoditi prehrano, recimo fizično aktivnost, kako se soočati z vsakdanjim stresom. Enostavno, vloga terapevta pri vsem temu je zelo pomembna. Aparat, ki ga jaz uporabljam, je registriran pripomoček. Terapevti, ki se s tem ukvarjajo, smo vsi zdravstvene izobrazbe. Licenco za bioresonančnega terapevta po opravljenem šolanju vam izda Ministrstvo za zdravje. Samo šolanje, v bistvu, ki sem ga jaz dala skozi, znotraj našega inštituta, poteka tako, da se učite recimo akupunkture po volu, recimo kitajske medicine, uporabe in dela s samim aparatom in tako naprej. Traja nekaj časa, recimo. Recimo prednost so tudi, ki podpirajo, v bistvu so prednost tudi klinične raziskave, ki stojijo za tem in enostavno zanesljivost terapevtov, ki se ukvarjajo s to metodo. So večinoma vsi preverjeni. Zaperpro pa je izjemno v bistvu zmogljiv frekvenčni generator, ki dejansko vam uporabnikom omogoča svobodo. To pomeni svobodo v smislu, da lahko uporabljate in se delate terapije takrat, kadar imate čas. Ni treba iti recimo nekam na terapijo, ampak lahko si sami nastavite frekvence in se terapirate tudi doma. Imate pa hkrati ob tem stalno podporo, recimo vodstvo strokovnjakov in aparat, ki je dejansko narejen v Sloveniji. Sinergija teh dveh aparatov, ki ga tudi sama uporabljam, v bistvu je se pokazala kot učinkovita pri podpori in ohranjanju ter krepitvi zdravja. En toliko za danes, rada bi sam pokazala, ne vem, je kdo, koliko veste v bistvu o tem, kako to poteka? Ima kdo izkušnje? Vidim, da. Jaz Luki, jaz sem pelali na bioresonance, sem samo opazovala, ne? Aha, en toliko. Glejte, jaz sem en del prinesla, morda, da vrnem še na sliko nazaj. Evo, tako približno. Vidite, tukaj imam tenzor. Tudi uporabe tenzorja nas učijo. In tukaj imamo kar nekaj vaj na inštitutu. Ta plošča je priklopljena, recimo gre v aparat. Nastavim in vklopim vse tako, kot je. In potem recimo tukaj so shranjene informacije. Tukaj me torej dam elektrodo, vhod, ta del je, tukaj predstavljajte si, da sedi, evo, lahko vidite, se vidi Ksenija, ja, tako, recimo, in gibanje tenzorja
predstavljate si, se pravi, osebo, gibanje tenzorja in se premika odkole, mi pa pokaže, ali oseba rabi nekje podporo, ne rabi in kaj naprej naj naredi. Če recimo imam vklopljen aparat in če mi dela tako, vsi ste verjetno videli, gre tako, to pomeni, ja, rabi podporo, če gre recimo tako, pa pomeni ne rabi podpore, ampak to je samo znotraj, ko aparat dela, ker enako gibanje v nekih drugih situacijah pa pomeni čisto nekaj drugega. Je slučajno še kakšno, imate kakšno vprašanje? Ja, jaz sem bila pred leti na bioresonanci in sem imela v bistvu slušalke mi je dal gor. Kot da je to nek signal, pa je pa nek biofeedback, pa me zanima, kako je to recimo različno, podobno. To je različno. To je čisto nekaj drugega. Na enem od teh slajdov sem tudi sama s slušalkami. To je en drug aparat, drugačen način, ki tukaj recimo pokaže blokade na nekem področju, kje so blokade. In znajo ti aparati tudi večkrat poimenovati neko stanje, celo vrže par nekih diagnoz. In to medicinskih diagnoz, zato ne radi kaj dosti tudi svojim preiskovancem pokažemo te diagnoze, ker morate vedeti, da je nemogoče z nekim frekvenčnim aparatom postaviti medicinsko diagnozo. Ampak nam terapevtom in toliko usmeri, recimo, kam iti, kje bi lahko bila blokada v bistvu. V takem smislu pa ja. Kaj pa recimo Time Weaver od poznaš verjetno. Ja. Kak je pa tisti princip recimo? Vsi aparati frekvenčni imajo zelo podoben princip delovanja. Sicer čist konkretno za vsak ne vem, ne morem vedeti. Tudi na trgu recimo imamo bioresonančarji tudi aparate, ki se delijo frekvenčne modulatorje pa generatorje. Podobni. Vsi ti aparati odčitavajo v bistvu frekvence, ki jih oddajajo naše celice. In primerjajo z nekimi etaloni, se pravi z nekimi frekvenčnimi informacijami in vzorci, ki so znotraj in potem vam vržejo, kaj naj bi to bilo. Tako da, recimo, to so te informacije. Kako pa prihaja v bistvu do sprememb, kaj mi to delamo v terapiji. Recimo, mi vidimo, evo, jaz bom vzela kar neko, tukaj piše recimo kemične obremenitve. Torej, če testiram to ampulo, to zame pomeni, da oseba oziroma organizem ima težave s kemičnimi obremenitvami in ne ve, kako se tega, kako v bistvu izločati pravilno. Potem terapijo usmerim tako, da jačamo z našimi programi, jačamo organe izločanja. Dovolj je, da dam ampulo, nastavim ta pravi program in telo dobi komando. Izločaj, išči in izločaj določene kemične snovi. Fantastično. Ker včasih enostavno telo pod vplivom. Predstavljajte si danes, kako živimo. Ne predstavljam si tudi, kako bi šli nazaj brez telefonov. Smo v tem elektromagnetnem smogu, to danes ni več, niti ne moremo kontrolirati. In zgodi se, da telo po domače povedano zbezlja. In ne ve kam. Ko pridete na terapijo, telo dobi neke usmeritve, naredi to tako in je sigurno potem lažje. O teh naših ampulah, jaz sem sam prevlekla en del, ko pridete kam, verjetno vidite ogromno. Recimo pogosto
uporabljamo ene pogosto uporabljenih ampul. To so te, ki so povezane z metabolizmom, ki nas tudi vodijo, ki so nekako nakažejo, ki je ta vzrok, v katero smer, kako razbremeniti organizem. Te so tudi meni zelo ljube. So recimo povezane z meridiani in z nekaterimi vzorci ali ne vem, ki jih imam v podzavesti, pa v bistvu, če v podzavesti itak se ne zavedam teh blokad, ki so pa tudi hkrati lahko zelo, zelo pomembne. In potem z ampulami nekako premaknemo. Vendar vse to, kar je, če vi veste, imate recimo v Zaper Pro in lahko sami doma delate terapije s tem, da si vtipkate frekvence, ki so s tem povezane. To pravi v bistvu različni aparati, različne metode, ampak vsem nam je skupni in isti cilj, da pridemo v bistvu do izboljšanja počutja. Ko vprašam, recimo, bi prišli k vam z neko težavo in bi videli učili v smislu, s kakšnimi frekvencami to rešiti, ne? In če imaš doma Zaper, bi lahko šli domov in nadaljevali terapijo samo doma, brez da hodimo. Seveda. Seveda. Tudi tako je. Pa je v bistvu super. Recimo, bi prej rešili z neko bioresonanco ali kakšen čas ta razpon, recimo, ko ne vprašam, verjetno je bioresonanca močnejša, kar se tiče efekta. Čist različna. Tukaj ne moremo tekmovati. Enostavno jaz ves čas govorim o sinergiji, sodelovanju. Tukaj mi je morda lažje, ker imam te ampule tukaj, da me vodijo, da pridem v katero smer iti, kje so te šibke, v bistvu šibkejši meridiani, kje ste energetsko šibkejši. In potem dejansko govorila sem tudi o tej svobodi. Vi lahko doma potem sami sebi delate terapije. Ni treba k nam, recimo, lahko pridete na vsake par mesecev, morda še dodatno pregledati pa prekontrolirati. Sem še nekaj vprašam. Zakaj prej ste, če sem se sprav zastopila, omenila, da ob bioresonančni terapiji izvajate tudi terapijo z Zaperjem? Zakaj pa oboje hkrati? Zakaj oboje hkrati? Recimo, evo, primer. Pogosto življenjski nekdo pride, ker ima malo povišano obremenitev s kandido. Z glivico vi veste, da je nujno rabimo, je sestavni del, vendar zaradi morda nekaj prekomernega vnosa sladkorja in zdravega življenja pride do povečanja in do težav, ki jih povzroča. Kaj bi jaz v tem primeru naredila? Ustavila bi ampulo, ki imamo ampulo recimo za kandido, delala bi z enim aparatom v bistvu terapijo, v bistvu, kako bi vam rekla, kot alergijo na toksine kandide. Hkrati Zaper Pro v bistvu naštimam terapijo, s katero v bistvu zelo močno gre in tolče kandido. Se pravi kombinacija. In sigurno, ja, potem prihaja tudi do odumiranja enega dela, ki spušča vsako neke toksine, tam pa delam recimo odziv na toksine. Vse skupaj treba in je fajn podpreti s pravilno prehrano, morda še s kakšnimi zelišči in tako hitreje pridete do učinkovitih rezultatov. In potem še Zaper pa za doma, ne? Ja. Okay. Vprašam, kaj pa stranske učinke? Recimo so? Pri bioresonanci? Nekih takih ne beležimo. Ker sem enkrat bila, sicer dvakrat za komorstjo in obakrat je zelo, zelo zapel po celem telesu. Pa sem nehala. Ali je temu sledilo
kakšno izboljšanje ali nič, samo srbenje? Ne moram reči, ker sem bila samo 2-krat. Glejte, tukaj tako, jaz zdaj govorim na pamet, lahko srbenje po koži definitivno pomeni, da so organi izločanja, ki so dobili komando naredi to, bili preobremenjeni. Prva stvar je, ali ste pili ob tem dovolj vode. Ste spremenila pri prehrani, je bilo dovolj počitka recimo po terapiji, da telesu v bistvu dovolite, da oddela to, za kar je dobilo komando. Naredi to, tako in tako. Tukaj bi lahko, recimo, odgovorim čist na pamet. Se strinjam, ja, če organi, ker takrat se je šlo zaradi jajčnih gdje sem čutila, tako da je dosti smiselno, da govorite, ja. Nekaj verjetno gre tako, potem, kar ste rekli, bi sklepala, da je šlo za nekaj takega. Bom jaz vprašala, prej si mi pokazala 2 poletki, ki si jih nedavno nazaj pila. Vadi se pogovarjava o tem, da tvoje delo oziroma delo bioresonance deluje na telo, ne toliko na dušo, ne toliko na čustva. Pa si mi pokazala 2 poletki, ki pa nakazujete nekako tudi tako se je tudi v bioresonanci prišli, počasi se razvija, da so tudi čustva, v bistvu to, kar jaz nosim, ali vsi mi nosimo v podzavesti neke vzorce, da lahko poleg obremenitve z elektromagnetnim smogom, z nekimi virusi, bakterijami, z geopatijo, da tudi naša čustva lahko predstavljajo blokade v podzavesti. In včasih pridemo do neke točke in prideš in nikakor ne moreš iti čez. Pa delaš vse, pa super, ampak enostavno ne premakneš naprej. Tako da so naredili tudi ampule, ki nekako nam pomagajo, da po testiranju, da vidim, kje so te moje blokade, ki ležijo tam nekje, pa se jih niti ne zavedam in lahko povzročajo v bistvu da nek od mojih organov, oziroma govorim spet po kitajski medicini, meridianu, elementu, da ima obremenitve in nikakor ne steče energija tako, kot bi mogla. In kako se prav to predre, ta blokada? Različne načine, saj pravim, mislim, da tudi Zapor Pro zdaj dela veliko tudi na temu, tudi z različnimi, recimo, frekvencami, z terapijami. Vse so tudi drugi terapevtski, kot smo rekli, bioresonance, vse frekvenčne terapije so združljive z nekimi še drugimi prijemi, drugačnimi terapijami. Ni tako, da se recimo informacije iz ampule nekako obrne nazaj v mene? Vse lahko, ja. Vse lahko. To sem razmišljala. Tudi in podzavesti, da glej, razčisti, umakni. Recimo zelo zanimivo je bilo, smo imeli po zimi eno obdobje, ne vem, o virozah dalj časa trajajoči kašelj. In nič ni šlo, nič, ki nekako ni pomagalo, dokler ni prišel recimo tale set, ki je nagovoril en del v naših možganih, ki je odgovoren za te nehotene, v bistvu podreakcije telesa. Ko sem naredila recimo terapijo samo z eno ampulo, dobila sem drug dan SMS, mož pravi, da sem danes prvič spala normalno, da nisem kašljala. Ona je spala, ma mož ni mogel, ker je kašljala non-stop. Tako da so tudi, sej so tudi, kdaj se znajdeš, ni vedno vse to tako lepo, pa gre gladko, se znajdeš tudi kot terapevt, proste te blokade, ki so notri, včasih pa ne prebiješ. Narediš vse, kar lahko, vse po protokolu. Mi delamo po protokolih, se pravi, smo šolani in delamo po protokolih, ne delamo kar tako nekaj, kar se nam
kar se spomniš. In enostavno ne prebiješ, ne prideš, dokler se morda ne lotiš nekih podzavestnih vzorcev. Tako da enostavno delo terapeuta ni tako enostavno, je detektivsko včasih. Veliko znanja zahteva, leta in leta raziskovanja, učenja. Ko sem končala šolanje, mislim, da je trajalo takrat približno 1 leto, takrat se mi je v bistvu, ko sem končala, sem dojela, da pojma nimam. In šele takrat se je začelo učenje, raziskovanje, delo na terenu, učenje na napakah, na dobrih, na slabih, na primerih. Tako da mislim, da rabite približno 4 leta nekega dela potem, da lahko rečeš. Po 4 letih se mi je zdelo, da nekako že vem, kje sem in kako se lotiti, kam iti. Ker to je kar, da razumeš v bistvu, tukaj se začeje, kaj gremo zdaj, to je kar taka široka veriga, kako se to izve. Ljudje vam pridejo ponovadi z nekimi medicinskimi diagnozami, s papirjem. Tukaj pa recimo znanja z uradne medicine pomagajo, da razumete približno mehanizem, za kaj gre, ampak tudi in kitajsko medicino in to in ono, take drugačne, da nekako v bistvu pridete do nekega vzroka in v bistvu, da se vam razkrije pot, po katerih naj bi šli, da v bistvu pridete do boljšega počutja. Pa ni in tukajle tudi srečujem se s tem, žal, tako kot ni tabletke, ni samo ene frekvence in ni samo ene terapije, ki jo naredite in potem je, wow, zdaj vse rešeno, super je. Je treba kakšne stvari ponavljati, vzeti si čas, dovoliti tudi telesu čas, da opravi, da naredi v bistvu samo to, kar mora, da nam pomaga v bistvu. In pa na nek način s temi frekvencami pa damo smer, nakažemo, kam iti. Ima kdo še kakšno izkušnjo morda? Dobro, slabo? Jaz sem recimo hodila 5 let nekomu, na bioresonanco in dejansko nisem čutila nekega ni bilo neke spremembe, in zdaj sva pa recimo mi dve, se srečali prvič pred 2 tednoma, recimo teh informacij še nikoli nisem dobila, Tako kot sem rekla, mislim, ljudje se med sabo razlikujemo, terapeuti se razlikujemo. Tudi ta stik med terapeutom pa osebo, ko vam pride, ali se ta kemija zgodi ali ne zgodi, ni nujno vedno. Lahko recimo en terapeut ali pa tudi v zdravstvu, sigurno imate izkušnje, da vam en zdravnik eno reče, pol stvari slišite tako, potem pride nek drug zdravnik, ki vam mora z drugo barvo glasu pa neko toplino pove isto stvar, pa slišite drugače. Težko komentiram, kaj je bilo, kako je bilo. Sem pa vesela, evo mi veliko pomeni, hvala, vzela to kot kompliment. Ker to je bilo meni tudi recimo neka, ko bi rekla, ideja, ker jaz sem mislila te aparati, recimo sploh malo sem gledala Tangiver malo, meni se je zdelo, da je to tako nekaj naprednega, tudi zdaj s tem AI-em pa vsem, da dejansko sem mislila, da ko te poskenira, da pač ven butne rezultat, nisem si predstavljala, da je to v bistvu iz strani terapeuta potrebna taka močna neka iskanja, Jaz sem mislila, da je to kar bolj... Vse butnejo, vse sort rezultatov, ki med sabo se, če imaš izkušnjo, veš, da butne, ful stvari butne. In kaj boš potem s tem naredil? Ki boš začel, Ja, misliš, wow, ampak tukaj butne, na tem področju butne, na onem butne, kar naenkrat je toliko tega.
In ne veš, eni rezultati so pa tako napisani, da dejansko nek laik se lahko res prestraši. Ker to so aparati, ki nekaj izpišejo in največkrat morda še tam, jaz vedno pravim, morda nek tam Kitajc se je usedel napisal in vam butne ven neko diagnozo, ki niti medicinsko, ki niti približno ni točna in na koncu medicinskih diagnoz ne bi smelo niti biti v teh aparatih. Včasih pa so. Človeka v bistvu sam prestraši. Pa gre spet. To pa vpiše v drug AI, ki pove ne vem kaj, pa to, pa in na koncu ste čisto zmedeni. Tako da luštni so ti aparati, pokažejo, vedno pravim, kažejo morda neke blokade, ampak dobro je imeti izobrazbo in ene medicine, in druge medicine in nekako sestaviti, to vam bo pomagalo sestaviti širšo sliko. Pa držati se v okvirih v bistvu bioresonančnih, ne zaiti preveč v medicino. Kaj to pomeni, ne zaiti v medicino? Se pravi, nekdo prihajajo ljudje z diagnozami, medicinskimi, s papirji, tak bioresonanca deluje popolnoma drugače. In tukaj so ti aparatki, vam izpisujejo neke diagnoze, a ne bi smelo, v bistvu ne pomeni to, kar piše, da je to v resnici tako. Zato je fajn terapeut, ki bi lahko ocenil v bistvu. Kaj išče vzroke, da česa je priprijalo telo do te diagnoze? Govorimo nasploh, na trgu so različni aparati. Govorim recimo za tole pač. Aparati, ki jih ljudje v bistvu danes je vse dostopno, lahko kupite, pridete neke povezave z umetno inteligenco, tam sva govorili. To pa čist nekaj drugega in lahko tam, sem tudi sama pogledala, vam izpiše čuda, stvari, ki pa niso, recimo, ali pa vrže ven nekih diagnoz, ki pa ni okej. Vas samo zmede. Mislim, da se vprašati pač vaša naprava, ne? V bistvu, kako se rekli, vi ne dajete diagnoz, ampak v se iščejo vzroki, zaradi česa pride do nekega diagnoza na koncu, recimo. Tako. Diagnoza je nekaj, kar se vam pokaže v bistvu na fizičnem telesu in kar zdravnik v bistvu lahko poimenuje. Da, nekaj. Mi pa se ukvarjamo z iskanjem neravnovesja in kako ponovno telesu pomagati, da vzpostavi nazaj ravnovesje. S pomočjo frekvenc, ki so kot nek ukaz celicam, kaj naj delajo, v katero smer naj grejo. V bistvu jačamo morda celice pljuč, jačaj celice debelega črevesja, izločaj toksine, s tem se ukvarjamo. Če ni še kaj takega, predlagam, da zaključimo ta uradni del. Če še kaj, bom še nekaj časa tukaj, tako da me lahko vprašate. Okay. Ja, najlepša hvala. Hvala vam.